GZS Posavska gospodarska zbornica Krško je 20. septembra 2021 podelila priznanje za najboljše inovacije regije Posavje za leto 2021. Podeljena so bila 4 zlata, 3 srebrna in 2 bronasti priznanji ter 2 priznanji za prispevek na področju inovativnosti. Letos smo že 18. podelili nagrade v okviru Posavske gospodarske zbornice za najboljše inovacije. In ob tem polnoletnem jubileju opažamo, da tudi inovacije postajajo vedno bolj odrasle, zrele. In v naših podjetjih postaja, bom rekel, kruh, vsakdanji kruh, tista nujnost, ki podjetjem zagotavlja rast, obstoj in seveda tudi dolgoročnost. Priznanje pomeni, da smo tudi prepoznavni v domačem koncu in predvsem priznanje mojim sodelavcem na inovativnosti. Seveda pa tudi pomeni dosti za kakšne razpise kot priloga, predvsem pa, da smo vsi zadovoljni, da pokažemo tudi tej Sloveniji nekaj pozitivnega. Zlato priznanje nam pomeni motivacija za delo v prihodnosti, povezovanje delavcev od najnižjega kadra do najvišjega, iskanje novih priložnosti v negotovi situaciji. Zelo velika nagrada za naše delo, razmišljanje, vztrajnost in inovativni pristop, inženirsko znanje, ki ga imamo v podjetju, da smo pač z našim delom prestrukturirali proizvodnjo tako, da smo lahko začeli proizvajati rjave ovojno embalažne papirje. To zlato priznanje nam pomeni potrditev našega več kot leto in pol dolgega dela, kjer smo v bistvu najprej prepričali kupca z dobro rešitvijo, kot pa vidimo zdaj pa tudi še našo skupnost, da smo dejansko pripomogli tako k varnosti v prometu in ekologiji. Zmanjšali smo odpad, kjer je pa za aluminijaste izdelke in s tem posledično pač ni potrebe po toliko recikliranju materijala in s tem se dejansko tudi zmanjšajo emisije CO2 in vseh teh negativnih učinkov na okolje. Moram reči, da smo letos na Posavski gospodarski zbornici zadovoljni z biro prijav za inovacije Posavja 2021. Jaz bi se ob tej priložnosti rad zahvalil komisiji za njihovo volontersko delo. Seveda čestitam vsem inovatorkam in inovatorjem in pa seveda tudi čestitkam inovativnim skupinam. Letos so bile 3 take skupine, tako da če pogledamo skupaj glede na situacijo, ki smo bili priča v lanskem letu in pa v začetku letošnjega leta, moram reči, da je letošnji razpis uspel.